Torej, če primerjamo naše in evropske razmere, potem bomo ugotovili pravzaprav, da Slovenija postaja v Evropi svojevrstni unikum, torej ena izmed redkih držav, ki se ni sposobna kritično soočati z lastno svetovno zgodovino. Evropa to zaenkrat tolerira, ker nismo pomembni, pa če bi se vprašali, če bi si kaj takega dovolila Poljska, ali pa če bi si, da bi spet častila komunizem, ali pa Nemčija, da bi začeli častiti Hitlerja, bi se seveda svet zganil, tako pa pravzaprav se svet glede razmer v Sloveniji ne zgane in tudi ni še kaže, da bi se. Kar je še pri tej stvari bolj tragičnega, pa to, da pravzaprav Slovenija postaja najbolj totalitaristična v nekdanji Jugoslaviji. Hrvati in Srbi so že daleč pred nami glede obsodb totalitarizma, tudi pravzaprav v Bosni, zlasti pri muslimanih opažam tle dokaj jasna stališča, ampak v ostalem pa se mi zdi, da je Slovenija še najbolj podobna Bosni. Torej, nasprotniki, naši kolegi poudarjajo seveda, da komunizmom mi ne moramo enačiti s fašizmom in nacizmom, ker je pač jugokomunizem sodeloval pri zlomom nacifašizma in to ne bi seveda upravljalo njegovo čast in zmanjšalo težo njegovih zločinov. Temeljna razlika med nacizmom in komunizmom je v njuni filozofiji. Komunizem je za sredstvo svojega delovanja izbral sprevračanje pojmov in besed. Nacizem zločina ni skrival. Uboj je imenoval uboj, komunizem pa je z oboja naredil krepost, ki služi dobremu. In to je zanimivo, da je tle bil komunizem dost originalen, čeprav vemo, da se je učil pravzaprav pri Stalinu. Pri nezmožnosti obsoja slovenskega komunističnega totalitarizma pa so naši kolegi, v imenu ne bi govoril, ker ne zaslužijo tega, pravzaprav nedosledni. Pripravljeni so obsoditi vse komunizme, razen jugoslovanskega. Tako, naprimer, če pogledate v učbeniki, govorijo o fašizmu, nacizmu, stalinizmu, to čez malce Tunga, Pol Pota, ampak čez Tita pa ne bi nič napisali. Torej, zanimivo je, da sploh niso, da jim očitno je manjka inteligence, še bolj pa manjka intelektualnega poguma. Zanimivo je, da je Metod Mikuš že v 60-ih letih kot moj profesor v seminarju Mirne duše jugoslovanski komunizem označeval totalitarizem, njegovi pasledniki pravzaprav tega ne morejo še več. Vsak dan pravzaprav nam skušajo dopovedati, in to se opaža tudi v učbenikih, da komunizma pravzaprav pri nas sploh ni bilo, da smo imeli socialiste s človeškim obrazom, da smo imeli nek socialistični humanizem, ki je v 60-ih letih iz samega humanizma odprl meje, zanika, da je naš ta totalitarizem prodajal v bistvu naše lastne sodržavljane za devizo v Nemčijo in se s tem za nekaj desetletij ohranil. Poudarja, kako smo mi kupovali kavbojke in pralne stroje v Trstu in da ne bi bil to vsevrstni višek svobode v vesoljnem svetu komunizma, zamolči pa, kako smo švercanjem prihajali do deviz, do kavbojk, do pralnih strojev. Potem je zanimivo, kako trdijo, da se je že v 80-ih letih med slovenskimi komunisti začela demokratizacija in so začela potirati pot samostojnosti. Pri tem pa seveda se je slovenska partija naslonila na tradicijo ustanovitve partije leta 1937 in da so bila glavna sredstva v boju za slovensko demokratizacijo punk in rock in intonacijo in tehniko izvedbe te demokratizacije, vključno z vso fršterkerijo, ki k temu spada, je pa določal izbiro in načrtno uvažal Milan Kučan, če sem malo zvolen. Torej, Evropsko sodišče za človekove pravice, tako kot je že kolega omenil, je v primeru Kononova jasno povedal, da je zločin ne glede na katera strani narejen, pri nas pa pravzaprav tega ne zmoremo in se v tem pogledu ločujemo od Evrope. Zanimivo je bilo zdaj spremljati obletnice Srebrenice. Če ste bili pozorni, smo pravzaprav skozi poslušali po radiju in po televiziji, kako je bil to največji poboj po drugi svetovni vojni. Mislim, da je bila Rozvita ena izmed redkih, ki tega ni rekla. Torej, pogledajte, s tem se zanikuje povojne poboje, ki jih je bilo seveda bistveno več, kot v Srebrenici je bilo več pobitih. Potem se zanikuje poboje v Sovjetski zvezi, ker ne samo, da so pobijali nemške vojake, in tle mislim predvsem na mobilizirance, ampak vsi veste, kaj se je dogajalo tudi z vračajočimi sovjetskimi vojnimi ujetniki iz nemških taborišč. Tu se zamolčuje tudi obračunavanje z demokrati v nekdanjih baltskih državah, o tem bo kolega še nekaj povedal, pa se je tudi na Poljskem. Samo naivneži so lahko videli v tako imenovani spravni slovesnosti na robu spravo. Pravzaprav je šlo za zlorabo
verske prireditve nadškofa Šuštarja, ki kot oseben slovenski metropolit ni mogel biti stranka v spravnem postopku. Bele garde domobranstva, kljub posameznim duhovnikom, ko so pri tem sodelovali in so se v to bolj vključali kot Jugoslovenari, naprimer Šinkar in podobni, pristaše Karađorđevićev, to so bili zagovorniki monarhije, nasprotniki komunistične oblasti, ni pa Bele garde in domobranstvo organizira slovenska cerkev. Vi sami veste, da je Rupnik je bil celo pravoslavec. Naj tudi po vojnih pobitih, torej večina vernih, oni niso pravzaprav z nasilno smrtjo plačali svojo tako zvano kolaboracijo, ampak so bili pobiti predvsem zato, ker so se jih bali, da bi postali nasprotniki komunizma. Njihova perspektiva, kaj bi lahko z njih nastalo, to je bil vzrok njihove smrti, ne pa kolaboracija. Torej, številno njihovih grobovi, celo najmnožnejše še v Kočevskem rogu, so še vedno neznani. Ta grobišče pod Krenom, to ni največje slovensko grobišče. Zdaj seveda to grobišče se ne skriva, ker se ne ve zanj, ne moramo zvedeti. Tudi Žajdera, ki je te stvari najbolj raziskal, ne more najdeti teh, mislim, da so ušive ali mušje jame. Ampak zanimivo je, da so do leta 1991 so obstajali natančni seznami vseh teh morišč, ampak takrat so čudežno zginili. Jaz sem se z veliko trudil, da bi prišli do teh seznamov, ampak žal sem tle zelo nesrečne roke. Spomnimo se šoka, ki ga je povzročila Huda jama. Torej, za Hudo jamo sem že sam vedel po zaslugi Antona Kneza, arheologa, ki mi je veliko pomagal, sem lahko doštudiral, in potem tudi akademika dr. Jožeta Mačka, tudi on je tem večkrat povedal še v bivši Jugoslaviji. To ni bil nobena skrivnost, ampak do besede pa seveda je pa komuniste Huda jama šokirala in oprostite, prepričal sem, da izjava drugorazrednosti predsednika Terka, to ni po nesreči, ampak to je njegova globoka intimna izjava. In se strinjam z Amorjem Maševičem, predsednika sveta direktorja Inštituta za pogrešanje, ki je v nedavnem intervjuju, ki ste ga lahko brali v Delu, trdil, da gre v tem primeru, ko se skriva grobove, za genocid, ki še ni končan. In poudarja, da ga podaljšuje tisti, ki vse vedo o teh pobojih, o grobovih, pa še vedno molčijo. To ni zločin nad mrtvimi, to je genocid nad živimi. Nad svojci, ki se spominjajo pokojnih. Prikriti grobovi so element za strahovanje živih in odkrito sporočilo, kaj se jim lahko zgodi, če ne bodo poslušni nekdanji oblasti. In zato to delo v Hudi jami ni končano. Zanimivo je, koliko ljudi še danes na terenu noče govoriti o teh pobojih, čeprav vejo za grobišča. In spomnim se neke študentke, to je bilo okrog leta 2006, iz Tehani, ki se jo pogruntal, pravzaprav, kako misel imela prevrat po Tehani, se rekel, zakaj pa vi niste povedali o vojnih pobojih? Rekla, gospod profesor, se o tem lahko že govori. Prosim, leta 2006 mi je to rekla. Torej, priča smo ponarejanju preteklosti in sedanjosti. Poglejte samo, kako danes izkoriščajo tragedijo na Norveškem za obračunavanje z desnico. Ob zločincu, ki je verjetno bolnik, stalno poudarja, da je desničar. V Kažiču, ki je bil iste dni, ko se je ta zločin zgodil, odpeljan v Hag, ni bilo nikoli rečen Deliviča, tudi za Miloševiča in njegovo krvavo svito tega ne slišimo. No in je prav zanimivo še danes, pravzaprav, preden sem šel sem na parlamentarno kanalu poslušal pravzaprav o tem, kako je to grozno, celo, že bilo rečeno, prostite, grozljiva SDS, kako se